Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o partizanski bolnici Franja. To je bila ena najbolj skritih bolnišnic med drugo svetovno vojno, ki je svoje poslanstvo opravljala vse do konca vojne. Preden pa gremo v video, bi vas vabil na ogled Županove jame, ki se nahaja v okolici Grosuplja, kjer sem začel delati kot vodič. Če te zanima jamski svet in zgodovina jame, pridi in videl boš. Franja. Partizanska bolnišnica Franja je simbol boja humanosti in junaštva Slovencev, ki so se skupaj z drugimi svobodomiselnimi narodi zoperstavili fašizmu in nacizmu. Bilo je v času druge svetovne vojne. Slovenski narod se je boril za svobodo in prihodnost. Na tem kraju so se združile poti nekaterih partizanskih zdravnikov, borcev in bork. Njihovo poslanstvo je bilo reševanje življenja ranjencev, ki jim je okupator ni prizanašal. Skupaj z zanesljivimi in požrtvovalnimi domačini so zgradili skrito partizansko bolnišnico. Po nasvetu vaščana Janeza Peternela je zdravnik Viktor Volčjak s skupino borcev decembra 1943 postavil prvo barako v Soteski Pasice. Njegovo delo je nadaljevala zdravnica Franja Bojc. Bolnišnico so že med vojno poimenovali po njej. Od decembra 1943 do maja 1945 se je tu zdravilo 578 ranjencev različnih narodnosti. Pot v bolnico. Dostopna pot v partizansko bolnišnico Franja je vodila preko brzic potoka Čerenšičica. Ranjencem so pred prenosom, ki je potekal po noči, zavezovali oči, da bolnišnice ne bi mogli izdati. Skrite bolnišnice so bile posebnost slovenskega odporniškega gibanja. Zaradi varnosti so jih gradili v gozdovih, težko dostopnih grapah in podzemnih jamah. V letih 1942 in 1945 jih je delovalo okoli 120. V njih je našel zatočišče več kot 15.000 ranjencev. Prvo zatočišče. Opuščeni mlin kmetije Kamlo-Narše je v novembru 1943 nudil zaveti 4 ranjenim partizanom. Zanje je skrbela bolničarka Pavla Leban. Skromno zatočišče so kmalu zamenjali za prijaznejši in toplejši kotiček na bližnji domačiji. 23. decembra 1943 pa so se preselili v Grapo, kjer je začela delovati partizanska bolnišnica. Obramba bolnišnice. Franja je edina med skritimi partizanskimi bolnišnicami, ki je poskrbela tudi za lastno vojaško obrambo. V strmih stenah Soteske Pasice so številne naravne votline. Nekatere od njih so borci spremenili v obrambne bunkerje. Soteska je bila dvakrat napadena, vendar sovražnik bolnišnice ni odkril. Do prvega napada nemške patrulje je prišlo 24. aprila 1944. Ranjence so evakuirali, vendar so kasneje se odločili za vrnitev v Pasice. Drugi napad pa se je zgodil 24. marca 1945, ki pa so ga borci v obrambnih bunkerjih odbili. Ranjenci pa so bili tedaj skriti v zakloniščih. Poročila iz dne 25.3.1945 je razvidno, da je imelo 15 stražarjev za obrambo v času napada na razpolago 3 težke in 6 lahkih mitraljezov, 5 brzostrelk, 32 pušk, 7 revolverjev in 184 bomb. Namen bolnice. Bolnišnica je bila namenjena predvsem težjim ranjencem, od 578 jih je umrlo le 78. Sprva so jih pokopavali na pokopališču v Novakih, kasneje pa je v tem strmem bregu ob potoku, ki priteče iz Soteske, grobov zaradi varnosti niso smeli vidno označiti. Vanje so položili zapečatene stekleničke, v katerih so bili ohranjeni listki z osebnimi podatki. Posmrtni ostanki umrlih, ki jih niso odpeljali svojci, so bili junija 1946 prekopani v skupni grob na pokopališču v Cerknem. V njihov spomin pa so na tem mestu odkrili ploščo z imeni umrlih. Skoraj v bolnici. Na tem mestu so nosači odložili nosile z ranjenci in si oddahnili pred zadnjim najtežjim delom. Ta se je pospela preko lesenega mostu. Sprva je bila to le kratka debelejša deska. Po napadu marca 1945 so zgradili dvižni most, ki je v primeru nevarnosti preprečeval hiter dostop do bolnišnice. Mimo slapov pa so vodile kamnite stopnice in ozki leseni mostički brez ograj. Bolničarji. Skrb za ranjence in bolnike je bila v veliki meri na ramenih bolničarjev. Usposabljali so se pri delu in na 2 tečajih, ki sta bila organizirana v bolnišnici.
Prvi tečaj, ki sta ga vodila Franci Dereganc in Franja Bojci Bidovec, je opravilo 9 bolničarjev in bolničark, drugi tečaj pa še 5. Glavna bolničarka Lidija Zlatoper je edina imela končana tudi 2 letnika srednje medicinske šole v Gorici. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.